Lepo pozdravljeni v današnji oddaji o parašportu, oddaji Tempo. Parašportniki nam v teh dneh delajo družbo na številnih mestnih poteh. Pridružite se malce smrekar na sprehodu, tako skozi mesto, kot tudi skozi današnjo oddajo, v kateri smo vam pripravili tole vsebino. Predstavljamo vam mladega košarkarja na vozičku, ambasadorja programa Postani športnik Davida Škorjanca. Bili smo na zaključku lige NLBOIL, na prav posebnih druženjih s paralimpijci v njihovih domačih krajih, ter se v družbi mladih parašportnikov udeležili družinsko-šolskega dela Maratona Franja. Tole je naš David. Ga poznate? Z njim bomo začeli današnjo oddajo. David Škorjanc, odličen mlad reprezentant košarke na vozičkih, najbolj perspektiven mlad parašportnik minulega leta, ambasador programa Postani športnik. David se je s košarko srečal potem, ko je zaradi nesreče, v kateri si je poškodoval hrbtenico, pristal na invalidskem vozičku. In baje je to bila ljubezen na prvi pogled. Davida Škorjanca smo obiskali v njegovem domačem kraju Planini pri Sevnici, kjer ga najdemo, ko ni na poti na košarkarskih treningih ali tekmah. Od začetka, ko se je zgodila nesreča, seveda so bili težki dnevi, še mogoče ne dojameš vsega. Potem s časoma pa ugotoviš, da koliko vrat se ti je zaprlo, se ti jih je tako novih odprlo. Zdravo, sem David Škorjanc, košarkar in ambasador programa Postani športnik. Meni v bistvu ta naziv ambasador pomeni nekaj takega, da lahko širim ta šport naprej, da pokažem drugim tudi, kaj vse se da narediti, tudi če se zgodi kakšna nesreča, da si malo gibalno omejen. Kot se je zgodila Davidu pred 7 leti. Še ne 18-leten si je v nesreči z motorjem poškodoval hrbtenico. Takrat se je spremenilo dobesedno vse. Vse stvari, ki so bile prej običajne, so sedaj potem postale po nesreči izziv. Tako da sem potreboval nek svoj čas, seveda, da se tudi najdem. Najprej, da sem zaključil šolo, to mi je bil nekako od začetka največji cilj. Potem pa službo tudi najde. Šport je bil včasih za njega le zabava v družbi prijateljev, še posebej ob nogometni žogi. Po nesreči pa je pred 5 leti brez posebnih pričakovanj obiskal svoj prvi trening košarke na vozičkih. In zgodila se je ljubezen na prvi pogled. Ja, mislim, da se te ljubezni iskreno z besedami ne da čisto opisati. Je bilo pa to, ko sem prišel domov, nisem znal o ničemer drugem govoriti, ko sem o tem v košarki in kako čakam na naslednji trening, da spet treniram, da sem bolj navadim, pa spet, da postanem boljši in boljši. Zdaj je košarka že nekaj časa njegov način življenja. Igram za društvo v Celju, igram tudi za reprezentanco, s katero tudi tekmujemo v ligi NLB, in pa igram v Gradcu za ekipo Flintstones. S fanti iz reprezentance ga veže posebna vez. David je ključen del naše ekipe, zaradi tega, ker nam ful lepo povprečje lepote dviguje. David je mlad, perspektiven igralec in upam, da se bo razvijal še v tej smeri naprej. David je zelo hiter igralec in tudi dobro zna zadeti koš. David je en sonček, ki ga imamo vsi zelo radi. Košarka mi je zelo veliko prinesla, predvsem veliko novega spoznanstva, veliko novih ljudi, obenem pa tudi veliko potovanja. Že naprimer samo z avstrijsko ekipo smo bili letos na Sardiniji, in v Nemčiji, in na Poljskem, in na Češkem, vse v eni sezoni. In jaz vem, da teh krajev nikoli ne bi videl, verjetno, če se ne bi ukvarjal s košarko. A športna kariera je le ena izmed sprememb, ki jih je prinesla nesreča. Brez nesreče se ne bi odločil iti na faks, nikoli nisem razmišljal, da bom delal tako službo, kot dejansko delam. Iskreno imam tudi zelo rad delo, vsak dan mi zelo hitro mine, zato ker je polno izzivov, veliko je tudi dela. In mi je res služba nekako ni nek nujno opravilo, ker pač moram, če želim preživeti. Ampak mi je res veselje,
uživam. V službi sem konstrukter in pomagam pri razvijanju novih strojev. Doma imam tudi en 3D printer za plastiko, je pa tudi v bistvu čist hobi oziroma veselje, da lahko malo si doma sam narišeš kakšno stvar in potem tudi jo spraviš v fizično stanje. Imamo tudi malo kmetijo, sicer ne morem nekaj veliko pomagati, včasih mi pa še biti samo zunaj na svežem zraku, pa mogoče samo gledati naravo. Ja, največji podporniki so seveda družina, potem pa tudi vsi prijatelji. Z našim kužetom Benom smo kar najboljša prijatelja, ker me je vedno tako vesel, ko pridem, mi zdi, da neko tako toplino daje ti domači živali. Davida je življenjska pot nepredvidljivo zapeljala po svojih poteh. A ker se je odprl novemu življenju in ker so mu ob poti roko podali srčni ljudje, zdaj živi življenje polno novih, zanimivih, lepih izzivov. Začel je kot praktikant in štipendist. Sodelovanje smo nadaljevali, takoj ko je pač bil sposoben nadaljevati prakso in štipendijo še naprej. Sicer mogoče malo drugačna pot, ko bi bila, če ne poškodbe ne bi bilo. Zdaj pa je že del našega razvoja, zelo velik doprinos, smo zelo zadovoljni z njim, radi sodelujemo z njim. Definitivno je super, da imamo Davida v tem našem okolju, zaradi tega, da otroci vidijo, kaj lahko naredijo, kljub temu, da pride do kakega nesrečnega slučaja, da se takrat življenje ne zaključi, da lahko skozi voljo, skozi zagnanost, skozi dobro voljo tudi dosežejo marsikaj in zdaj navdihuje svojo zgodbo tudi ostale. In zato mu z veseljem smo priskočili na pomoč in podali ključ, da lahko neovirano trenira v tednih, ko nima svojih uradnih treningov, zato da bo čim bolj fit in pripravljen za svojo reprezentanco. Definitivno takoj se je vedel, da je to talent, to načeloma trenerji opazimo že, ko igralec prime žogo. Je definitivno nepogrešljiv del članske reprezentance Slovenije v košarki na vozičkih. Poleg talenta, ki ga premore tudi izredno veliko volje oziroma želje po treningu. Eden od srčnih ljudi na njegovi poti je tudi velikan slovenske košarke Goran Dragič. Preko njegove fundacije je David prejel individualno prilagojen športni voziček, ki ga krasi tudi Goranov podpis. David pa je poleg svoje dobre igre opažen tudi po številki na dresu. Številka 77 je do njega prišla po naključju, pravi. Z velikim ponosom pa jo je obdržal. In verjame, da se bo enkrat pojavila tudi priložnost in posebno mesto tudi za Lukatov podpis. David je tak mlad, prijazen, uspešen športnik in predvsem miren, ampak tudi v sami igri je eksploziven. Jaz bom zelo kratek, tiha voda bregove dere. David je zaljubljen v košarko. Glede na to, da sem še kar predvsem mlad, lahko rečem, še imam kar nekaj dobrih let pred seboj košarke. Pa se ustavimo še na košarkarski tekmi lige NLB-WIL. To so za naše fante zelo pomembna ligaška tekmovanja, na katerih se mojstrijo za tista največja tekmovanja. Eno takih je tudi že težko pričakovano evropsko prvenstvo, ki se bo odvilo v mesecu juliju. NLB-WIL je liga, kjer se igra vrhunska košarka na vozičkih. Letošnja sezona je bila že 16. in najboljše ekipe iz naše regije, iz Slovenije, Hrvaške, Srbije, Črne Gore ter iz Bosne in Hercegovine, so se na zaključnem turniru v ljubljanski hali Tivoli pomerile za končne uvrstitve. Slovenski košarkarji, ekipa Parasport Slovenija, so se, tako kot že lansko leto, borili za 3. mesto.
Žal nismo napredovali v boj za zlato medaljo, danes pa smo si za cilj postavili zmago, jo zanesljivo dosegli in tudi bronasta medalja je v žepu. 77-40 so premagali ekipo KK Osi Paramount iz Črne Gore. Tekmo smo šli 100% s polnim fokusom, da tekmo dobimo že v začetku, da slučajno ne mogoče nasprotniki povedejo in bi nastala mogoče kakšna neželena panika. Zato smo šli res z glavo in na polno, da jih dobimo. Prvaki lige so letos postali košarkarji iz Srbije KKK Singidunum CZ, ki so v finalni tekmi premagali hrvaško ekipo KKI Zagreb. Liga je izredno močna, to moramo se zavedati, da liga ne bazira samo na področje Balkana, ekipe v svojih vrstah premorejo igralce, tako kot tudi mi iz širše okolice, iz širšega bazena, tako da v tem območju je liga daleč najboljša. Nobena liga v košarki na Vozički se ne more tej ligi niti približati. Letošnja 16. sezona Liga NLBOIL potekala nemoteno, domačini po vseh teh klubih so izvrstno pripravili gostovanje in seveda danes tukaj finale v Ljubljani, kjer Paraolimpijski komite pripravlja vedno nekako skozi preko ekipe Parasport Slovenije tudi zaključek. Seveda Zveza paraplegikov to s tem tudi sodeluje. Meni je zelo žal, da Parasport Slovenije ni v finalu. Upam, da naslednjič jim ta preboj v finale uspe. Kar se pa organizacijsko tiče in pa pristop vseh ekip, pa lahko rečem, da je z odliko. Po zaključku lige NLBOIL so si naši reprezentantje vzeli nekaj počitka. Pa ne za dolgo, saj so pred njimi že novi izzivi. Potem pa začnemo intenzivno z pripravom, ker 27. julija gremo na Evropsko prvenstvo v Sarajevo, tako da za nas se še ni zaključilo, se bo avgusta. Tako da zdaj mačkem pauzice, da se malo spočijemo, pa akcija naprej. Novice o nastopih naših košarkarjev na vozičkih, kot tudi ostalih parašportnikov, lahko najdete tudi na spletni strani in družabnih omrežjih Zveze za šport invalidov Slovenije. Živa Lovrinc, paralokostrelka, mlada mamica, letos gre na svoje prve paraolimpijske igre. Franče Gorazd Tiršek, parastrelec, pa potuje že na svoje 4. paraolimpijske igre. Je dobitnik 4 paraolimpijskih odličij in je športnik, ki je bil največkrat razglašen za najboljšega parašportnika v državi. Živa in Franček sta le 2 izmed naših paraolimpijcev, ki so se v luči prihajajočih paraolimpijskih iger v Parizu predstavili na posebnih srečanjih v svojih domačih krajih. Kaj imajo skupnega Vipava, Šentjur, Gornji Grad, Dornberk in Kamnik? Vsi ti kraji so domači kraji naših odličnih paraolimpijcev, kjer so jim v pričakovanju letošnjih paraolimpijskih iger v Parizu pripravili prav posebna sproščena družabna srečanja. Ja, zelo lep pogovor, zelo lepo je Mateja pripravila. Tudi obiskanost je bila zelo lepa, me je prav presenetilo tako prijetno vzdušje. Tako res župan je zelo lepo povedal, se me je zelo dotaknilo njegov govor. Tako da sem zares vesel in s tem še bolj čutim, kako je res občina diha z mano za te olimpijske igre. Paralokostrelca Živa Lovrinc in Dejan Fabčič, parastrelec Franče Gorazd Tiršek, paraatlet metalec diska Henrik Plank ter parakolesar Anej Doplihar so pred zvedavim avditorijem večinoma mladih poslušalcev podoživeli svoje šolske spomine, se spomnili prvih športnih ljubezni ter jim predstavili svojo življenjsko pot, ki jih je pripeljala v parašport, ter svojo neomajno voljo, predanost in trdo delo, ki jih je v parašportu pripeljala do uspehov. Pogovore s parašportniki je vodila zlata paraolimpika, nekdanja igralka paranamiznega tenisa Mateja Pintar Pustovrh. Henrik, dobrodošel med nami v tejle krasni družbi zagotovo radovednih otrok. Ste radi hodili v šolo? Zakaj? Ja, ne? Ja, v šolo sem hodil takrat, če sem se prejšnji dan učil.
če se pa nisem, potem sem pač malo manj rad šel, ne. Na šolah so jim s svojim programom ponekod pripravili prave male časovne kapsule, s katerimi so znali prebuditi mnoge občutke. Poklonili so se njihovim dosežkom in jim dali vedeti, da so pomemben in nepogrešljiv del družbe. Fantastično, res, jaz sem speechless, mislim, brez besed so me pustili. Emocije so na dan prišle, res je bilo lepo, kako se je ta šola zame zavzela, to je bilo neverjetno. S takim sprejemom, s tako performansom. Mala prožna punjava iz slike, kje so te slike z naftalina našli, to je res lepo. Dvakrat sem kar malce težko dihal in bremzal solze, kajti videl sem vse te iskrice v očeh, kako poslušajo, kako spremljajo in konec koncev tudi začutiš to njihovo srečo, ko si del njih in da verjamem, da navijajo za mene. Predvsem je pomembno zato, da dajo nekako ti naši športniki sporočilo tudi drugim, da kljub spremembam, ki so jim se v življenju zgodile, da jih lahko v bistvu pot pelje tudi navzgor, morda skozi šport, morda skozi druge aktivnosti, ampak pomembno je to, da vedno, kjer je volja, je tudi cilj. Prav je, da se v njih piše in da jih spoznajo bolj tam, kjer živijo in tam, kjer v bistvu doprinašajo s svojim športnim dosežkom kot osebnostjo velik doprinos tako občini kot ljudje, s katerimi živijo. Mladi so lahko tudi sami malce pokukali v njihov športni svet, jim tudi sami zastavili vprašanja in preizkusili njihove športne rekvizite. Tudi vrhunski parašportniki si radi vzamejo čas za sproščeno druženje, a v prihodnjih tednih bo njihov fokus vedno bolj usmerjen zgolj proti igram v Parizu. Že to, da se je norma naredila, sem presenečen, ker rama v bistvu ne more počivati, ker se moč pač poganjati, v bistvu mi delamo z rokami in je težko to pa sanirati. Luka je pač naredil en tak dober program, kar se tega tiče, vse rezultati kažejo tako. Bomo probali še nekaj dodati, če se bo dal, moram pa tudi reči, da imam dobra fizioterapeuta. Veliko treninga, eno tekmovanje še imamo, potem pa res ta finalne priprave za Pariz. V zadnjem delu oddaje pa se podajamo še na kolo, na družinsko-šolski del znamenitega maratona Franja. Tu so bili tudi naši mladi parašportniki. Dan preživet športom je poln, velikokrat tudi kar popoln dan. In tak dan se je obetal tudi pestri in zelo številčni družbi kolesarjev na netekmovalnem delu priljubljenega maratona Franja, na družinsko-šolskem maratonu. In del te pisane kolesarske druščine so bili tudi naši mladi parašportniki, Marja, Luka in Matevž s svojimi družinami. Mi smo že spet nekaj novega zase najdel. Prvič smo prišli na maraton Franja, na družinski dan, se ful veselimo, seveda nove stvari želimo probati in to je to. Mi smo prvič, smo ekipa, se pravi Luka, Vida pa Biljana. Drugačkar v redu, sem pa zato prišel, ker sem športnik. Na štartno-ciljni ravnini v BTC Cityju se je ponujal čudovit pogled skupnega medgeneracijskega kolesarjenja. Letos je sodelovalo preko 2200 udeležencev. Na voljo sta jim bili dve razdalji, dolgi 25 in 10 km. Marja in Luka z družinama sta se podala na 10-kilometrsko razdaljo. Marja pa nam je zaupala, kdo bo pri njih najbolj pritiskal na pedala. Oči bo vlekel pri kolcu, imam pa odzad kar dobrega navijača, tako da ni problem. Če je kakšen klanc, me kar malo požene, tako da reče, dajmo ati in gremo. Glede na to, da smo toliko aktivni, smo par let nazaj kupili pri kolcu, tako da lahko tudi z Marjo kolesarimo. Marjo te pri kolci uživa, ima pa res doma kolo na ročni pogon, tako da tistega ima pa bolj za kratke razdalje in zaenkrat na tak maraton še ne more iti. Upajmo, da čez par let se vidimo pa še stismo kolesan z Marjo. Kolesarili so skupaj s skupino, ki je predstavljala bolnike s cerebrovaskularno boleznijo.
Veliko naših članov ne more pač kolesariti. Mi na srečo lahko imamo dobro ravnotežje. Kakšni naši člani so na triciklih, tako da so tudi z nami danes. In je bilo zelo fino, da smo se spet lahko udeležili tega maratona. Mislim, da 3. letos zaporedoma. Trasa je ravninska, nezahtevna in poteka na za promet zaprtih cestah, da je vožnja po Ljubljani in okolici lahko sproščena, varna in zabavna. Naša ideja znotraj Maratona Franja je, da tudi mladim približamo kolesarjenje kot šport ali pa kot namen prevoza ali v šolo ali kasneje v službo, ko bojo starejši. S tem tudi vzgajamo kulturo kolesarjenja. Seveda je pa to danes v bistvu bolj družinsko druženje, lep dan. Tudi jaz sem izkoristil to, da sem z družino šel na kolo. Mislim, da je vredno, da dosežemo namen in na koncu smo imamo luštno. Skoraj nepregledna vrsta kolesarjev se je ponovno zbrala skupaj na ciljni črti. Posebna medalja za udeležbo, ki jih bo spominjala na ta dan, je krasila tudi mladega parašportnika Matevža in njegovega očeta, ki sta prekolesarila 25-kilometrsko traso. Dobro je bilo. Kaj je bilo tisto, kar ti je bilo najbolj všeč? Ja, da smo veliko kolesarili. Zdaj smo prvič na tem maratonu. Zelo super je, lepo taka sproščena vožnja. Užitek je. Primerna razdalja tudi za Matevža, da lahko tudi naredi tak 25-kilometrski krog brez težav. Oči tudi, ja. Medalje v cilju pa sta ponosno prejela tudi Marja in David z družinama. Bilo je luštno, bilo je zelo veliko drena. Pač, kar je normalno za tako prireditev, a ne. Ja, treba je bilo pa paziti zaradi vozička. Zelo mi je bilo všeč, da smo bili lahko z Luka tam, da je Luka lahko sam vozil svoj voziček. Všeč mi je, da smo imeli spremljevalno ekipo, zaradi tega, da je bila res varnost zagotovljena. Dovolj časa, ni bilo nobenega preganjanja, tako da je bila super izkušnja. Luka je vidno užival, oziroma cela družina smo uživali. Da tako lahko Luka mirno vozi po cesti, da je celo cestišče široko, za nas je velika prednost. Tako da zagotovo bomo to priložnost še zagrabili. Hvala za vašo družbo na mojem današnjem sprehodu, tako skozi vsebino današnje oddaje, kot tudi skozi urbano ulično galerijo parašportnikov. In takole vam v odlični družbi same sebe za danes maham v pozdrav. V družbo parašportnikov v oddaji Tempo pa ponovno vabljeni v mesecu juliju.